Dober dan in prisrčno pozdravljeni v Agrobiznis podcastu o financiranju kmetij v letošnjem letu. Moja sogovornika sta Maša Žagar, državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Pozdravljena. In Jure Hočevar, direktor sektorja Agro v Novi Ljubljanski banki. Skupaj bomo odstrli ključne izzive pri financiranju kmetijskega sektorja, a hkrati opozorili tudi na raznolikost finančnih virov, ki so in ki bodo letos na voljo predvsem kmetom. In tako s tem odgovorili na vprašanja, kako v letu 2026 financirati kmetijo. Je to kredit, so to razpisi ali kombinacija obojega? Gospa Žagarjeva, prvo vprašanje kar za vas. Če pomislite na finance, ki so na ministrstvu letos na voljo, kako vidite na ministrstvu leto 2026? Bom začela ne toliko s financami, kot s tem, kaj si želim za leto 2026. Super. Najprej si želim za kmete, da bi bilo mirno in da ne bi bilo naravnih katastrof. To je vedno taka nepredvidljiva, pa kar resno tveganje, da se pojavlja, in tu si res želim, da bi šlo mirno. Leto mimo, za nas, za državno upravo bo pa tudi z vidika financ precej naporno leto, zelo veliko usklajevanja vseh želja, potreb je vedno ogromno. Mi končujemo ali pa smo proti koncu, recimo strateškega načrta, pa že razmišljamo o novem večletnem finančnem okvirju. Tako da finančno jaz mislim, da je naša odgovornost vseh nas, da čim bolj izkoristimo to, kar imamo na voljo. Super. Gospod Hočevar, če pa pogledamo na leto 2026 skozi oči vas, bančnikov, strokovnjakov za agroživilski sektor, smo lahko optimisti? Kakšna je slika, ki jo vidite pri vas? Glejte, nek zmerni optimizem je vedno dobrodošel, tega tudi mi zasledujemo. A ne? Dejstvo je pa, da se pojavlja več izzivov. V zadnjem času spremljamo recimo padec cen mleka, odkupnih cen mleka. To je se potrebno zavedati, da to vse rezultira na koncu tudi v odplačnih sposobnostih komitentov, kmetov, če želite. A ne? Tako da je treba biti v bistvu pri sami pripravi in analizi denarnih tokov in poslovanja pragmatičen, previden ob samih investicijah, ko se le te izvajajo, zato da zadostiš oziroma prihraniš nekaj rezerve tudi za mogoče slabše čase, ker to je eden izmed dobrih pokazateljev ta trenutek, je, kako se lahko trend hitro obrne. Tako da mi v NLB-ju vedno tudi kmetovalce stranke opozarjamo na to, da je potrebno upoštevati in imeti vedno neko zdravo mero konzervativnosti. Hkrati pa seveda ne smeš biti pesimist, ker investicije so nujne. Investiranje je nujno zato, da se kmetija, tako kot vsako podjetje, v resnici lahko razvija, izboljšuje svojo konkurenčnost na trgu preko modernizacije, digitalizacije, posodobitev na kmetiji zagotavlja svoj v resnici dolgoročen obstoj na trgu kot takem, ker kmetija je podjetje. In kmetovalci se morajo v bistvu svojega posla lotevati na isti način kot pa podjetniki in to tudi v resnici počnejo. Tako da smo optimisti, absolutno, tudi glede na število vlog, ki jih trenutno obravnavamo, je ta optimizem ima osnovo, je pa dejstvo, da smo vse skozi tudi hkrati previdni in pozorno spremljamo situacijo. Odlična odslikava stanja v kmetijstvu je tudi lahko anketa, ki smo jo agrobiznisovci opravili nedavno na svetovalnici in je pokazala, da kar tretjina kmetov bo letos šla v večje investicije, dodatna polovica pa o investiranju zelo intenzivno razmišlja. Če vzamemo pa vsoto ali pa
vse te kmete, ki razmišljajo o financiranju in ki bodo vlagali, od teh bo četrtina vlagala v tehnologijo, četrtina v hleve, opremo, skladišča, četrtina v predelavo, 5%, kar se meni osebno zdi malo, pa v digitalizacijo. Mogoče lahko to kaj pokomentirate, gospa Žagarjeva. Je ta tempo, ki ga mogoče nakazujejo odgovori v tej anketi ustrezen, ali se vam zdi kar dovolj dober? No? Jaz mislim, da dobro odraža stanje v slovenskem kmetijstvu. Namreč, seveda bi si idealno želeli, da bi bilo največ investicij v digitalizacijo procesov, v robotizacijo, ampak dejstvo je, da tudi naše podatke, analize kažejo, da stanje ni še tako. Ne? Se pravi, če imaš ti 100, verjetno ne bo šel v Monco z njo tekmovati. Kmetje morajo vlagati v osnovna sredstva, v izboljšanje pogojev za rejne živali, v hleve, v prilagajanje na podnebne spremembe. Tako da se mi zdi pravzaprav, da kar realno sliko pokaže ta odziv. Me pa vendarle veseli, da digitalizacija se pa sploh je pojavila, ker to pa je prihodnost in to pomeni, da se optimizirajo procesi in to mislim, da je pa precej manevra za razvoj in za inovativnost predvsem mladih kmetov. Super, gospod Kočevar, ves čas ste prikimavali gospe Žagarjevi, mogoče kakšen dodaten komentar na odgovore v tej anketi? Ja, drži. Zdaj vmes se mi je porodila, v bistvu se mi je v spomin priklical pogovor, ki sem ga imel z eno izmed svetovalk, ki pripravlja poslovne načrte za kmetovalce pred kratkim. Gospa je povedala, da je velik izziv pri črpanju sredstev, recimo iz naslova digitalizacije, spodbud iz naslova digitalizacije. Problem je to, da kmetje sploh dejansko niso ozaveščeni o teh virih, ki so na voljo, in da veliko teh sredstev ostane nepočrpanih tudi iz razlogov, ker imajo na žalost, oziroma taka situacija pač trenutno je, to je komentar gospe, ki sicer osebno zelo zaupam, še vedno v vidu te, mi jim rečemo CAPEX investicije, osnovna sredstva kot taka, ste naštela, hleve, stroje, opremo, tako naprej. Tako da mislim, da vsi deležniki na segmentu moramo na tem mestu dati trdno zavezo temu, da aktivno spodbujamo in promoviramo, to se pravi te spodbude, ki so na voljo. Po točko 1 in po točko 2 vemo, da so sami postopki, procesi za že samo oddajo vlog. Smo imeli priložnost na prejšnji teden posvetovalnici, ki smo jo organizirali skupaj z vami, slišati tudi gospo iz agencije za kmetijske trge. Že sami svetovalci imajo izzive z razumevanjem razpisov kot takih. To pomeni, da jaz si ne morem razložiti drugače, kot da je to za kmetovalca kot takega razumevanja osebno nekega razpisa in te dokumentacije res zahtevno. Torej bi bilo na tem delu sigurno smotrno razmišljati o tem, da se stvari poenostavijo, da se postopki debirokratizirajo, zato da bi tudi kmetje vse pogosteje posegali po teh inštrumentih oziroma spodbudah. Mogoče, gospa Žagarjeva, prav vprašanje na temo digitalizacije. Na tem področju na ministrstvu zelo, zelo veliko delate. In junija letos bo pravzaprav prvi komplet ukrepov tudi zaključen. Kako bodo pravzaprav kmetje to občutili? Ja, tako iz načrta za okrevanje in odpornost imamo kar 8 ukrepov digitalizacije kmetijstva in sicer od tega, da se, jaz bi to zaobjela pod en skupni imenovalec povezovanje baz. Mi imamo na kmetijstvu ogromno različnih baz. Problem pa je tudi iz vidika kmeta, da mora nek podatek večkrat vnašati, da ga tudi mi ne moramo uporabiti za različne namene, se pravi, in to povezovanje je recimo zelo potrebno v živinoreji, ker imamo ogromno različnih javnih strokovnih služb, in se podatki zbirajo, tudi podatki praktično iz hlevov, iz raznih senzorskih naprav in tako naprej. Tako da računamo, da je to ena tistih pomembnih korakov, ki bo kmete spodbudil tudi v to, da bodo v digitalizaciji videli priložnost.
je pa dejansko naša odgovornost, da pa poskrbimo, da bo temu res tako, da bodo podatek, če ga vnašajo, da ga vnašajo enkrat, da ga mi lahko uporabimo za različne namene, seveda tudi za poslovno analitiko, kar pomeni, da bomo lahko bolj ciljne ukrepe delali, da bomo vedeli, kaj ciljamo, se pravi, da ne pršimo podpore, kar zdaj večkrat ugotavljamo, da se pač pa tudi sami kmetje, pa predvsem podatki so vedno, vedno dragoceni. In kmetje, kot je prej povedal gospod, praktično to so podjetja in oni morajo gledati, kakšne podatke imajo, kaj se jim dogaja v proizvodnji, kaj gre noter, kaj gre ven, kje odteka, kje se da optimizirati in tako naprej. Imamo tudi, recimo, razvija se orodje, FAST orodje se reče, za podporo prav kmetijam, za kakovost tal, se pravi, da bodo lahko spremljali, kaj se dogaja s tlemi, pedološko karto, povezave in tako naprej, gnojilne načrte, vsa delovna opravila, da so digitalizirana. To je pomembno za kmete, ki so v ukrepih SKP-ja in za ukrepe, ki seveda, za kmete, ki ni nujno, da so v ukrepih, morajo pa se poslovno odločati. Tako da kar veliko stavimo na digitalizacijo, tudi digitalizacijo javne svetovalne službe, ki je tista, ki zelo veliko krat oni recimo delajo, to je kot tržna dejavnost njihova, vloge na razpise. In zdaj, če že govorimo o tem, seveda lahko rečemo, da so te razpisi zapleteni, kmetje večinoma jih ne izpolnjujejo sami, imajo bodisi svetovalca, ki to naredi, ali pa so pač firme, ki se s tem ukvarjajo. Jaz mislim, da tukaj bi bilo pomembno razmisliti, da se to tveganje, ki je pa pravzaprav čisto breme kmeta, ki najprej plača, da mu nekdo pripravi poslovni načrt, ta morda ni potem ustrezan, ni vloga dobro izpopolnjena in ima zavrnjeno vlogo, da se to breme nekako vendarle nekje pozna, da ni to samo, da nekdo, kako bi rekla, služi na račun kmeta brez odgovornosti. Tu se mi zdi, da je še nekaj manevra. Sicer se pa postopki pri razpisih so se že v resnici zelo poenostavili, pa predvsem agencija sama pridobi podatke, ki so v katerihkoli javnih evidencah. So napredki. Super. Ja. Lepo je to slišati. Krasen se mi pa zdi tudi, zelo spodbuden se mi pa zdi tudi podatek, da bo kar 65% kmetov, ki smo jih anketirali na omenjeni svetovalnici, kombiniralo vire financiranja, se pravi banka, bančne pakete, bančna podpora in razpise. Vi mogoče lahko to pokomentirate, kaže to na večjo pismenost, na večjo ozaveščenost, čeprav smo že prej omenili, da mogoče vseeno niso dovolj obveščeni. Mogoče gospod Hočevar najprej? Ja, glejte, pri nas glavnina investicij, ki jih podpremo, se odvije v kombinaciji, to se pravi virov, ta kombinacija pa vsebuje bančno posojilo, nepovratna sredstva in pa ponavadi še nek delež lastnih sredstev. Tako da pri nas se glavnina investicij odvija na to vrsten način in me ta podatek v resnici ne preseneča. Mogoče bi vas samo dopolnil, da ne bomo napak razumljeni. Problem pri razumevanju je predvsem z razpisi recimo digitalizacije in podobnih vsebin, na splošno pa se kmetovalci tako ali tako poslužujejo, tako kot je kolegica povedala, ali kmetijsko svetovalnih služb znotraj kmetijsko-gozdarskih zavodov ali pa zunanjih izvajalcev, ki pomagajo pri tovrstnih razpisih. Tako da je. Mogoče še kakšen dodaten komentar? Jaz se kar strinjam, to kombiniranje vendarle kaže, da je neka zrelost pri odločanju. To se mi zdi zelo pomembno. Nihče si ne želi imeti ljudi, ki so zakreditirani, ki potem recimo ob nekem nihanju, tržnem nihanju, ker vemo, trgi so volatilni, da pride v situacijo, da ne more odplačevati kredita in tako naprej. Se pravi, ta
premislek, mislim, da je vedno bolj prisoten in kombinacija virov seveda kaže na to. Eno stvar jaz vedno tudi poudarim, zato ali boš ti kmetoval ali ne, a boš mlad kmet ali ne, a boš investiral ali ne, ne more biti odločilno izključno javna podpora. To je dobra podpora, je podpora, ki ti pomaga izpolniti tvojo finančno strukturo. Ne, kako boš prišel do enega cilja. Ampak to ne more biti tista glavna stvar, ki bo pač ti rekla, ok, grem v to, bom se zainvestiral, ne, ker javna podpora je omejena in nikoli je ni dovolj, da bi bila za vse in nikoli je ne bo dovolj za vse. Ne. Vidimo, da so praktično razpisi, kjer ljudje ne prejmejo podpore, ker so sredstva omejena, ne? In zdaj nekdo, ki je računal, da bo baziral svoje podjetje na temu, lahko ali zelo dolgo čaka, ali pa pač je lahko tudi neuspešen, ne? Tako da to je podpora, je dobrodošla podpora, ampak ne more biti odločilni faktor. Ja, tukaj bi mogoče dopolnil kolegico Žagar. Zdaj spet govorimo o strankah, s kateri se mi srečujemo. Ne? Moram reči, da so zelo, zelo odgovorni do, to se pravi, najemanja kreditov, zelo odgovorni do investicij kot takih in temeljito premislijo in preučijo vse vidike in moram reči, da v banki ne zaznavamo primerov, kjer bi bila nepovratna sredstva tisti glavni motivator za to, da bi se neka kmetija odločila za večjo recimo investicijo kot tako. Tako da mislim, da tukaj vlada velika mera odgovornosti med našimi kmetovalci. To so, oprostite, ampak res sem vesela to slišati, ker vi veste to iz terena, ne? Mi pa imamo informacije od deležnikov pa predstavnikov organizacij, ki povedo drugače, ne? Tako da hvala za informacijo, meni je zelo dragocena. Super. Še nekaj številk bom natresla. 1/3 vprašanih kmetov, ki bo investirala, ima predvidene investicije višje od 150 tisočakov, se pravi 150 tisočakov navzgor. Moje vprašanje pa zadeva zagotovljena nepovratna sredstva države, ki je še vedno 800 tisočakov, ampak že razmišljamo, da bi se ta meja dvignila na 1 milijon. Je glede tega že kaj bolj jasnega? Tako je, mi smo to dali v 4. spremembo strateškega načrta, ki je že uradno oddana. In naslednji razpisi, ki bodo že po novem pravilu. To pomeni, v celotnem programskem obdobju je delež javnih sredstev iz naslova SKP-ja 1 milijon evrov. Super. Ja. Pričakujete na račun tega tudi malček večjo ali pa bolj živahno dinamiko pri gradnji potem rastlinjakov, pri trajnih nasadih? Zdaj, če smo zelo odkriti, je to precej majhna sprememba. Je pa zelo simbolična. Kaže na to, da je tudi sam sektor, da so sami deležniki prepoznali, da v resnici resne investicije v rastlinjake ali pa v neke visokotehnološke, nizkoemisijske hleve za dobrobit živali, ne? To so resne investicije. In jaz mislim, da je spet odgovornost nas vseh tudi, kako učinkovito sredstva in kakšnim subjektom jih v resnici dajemo. In jaz mislim, to so resni kmetje, ki so lahko konkurenčni in lahko najdejo svoj prostor na trgu in je prav, da jih podpremo. Tako da sem vesela v resnici, da smo prišli tudi z deležniki do konsenza, da se vendarle ta delež dviguje. Kmetijsko ministrstvo ima v načrtu do prve polovice letošnjega leta, tam nekje do junija, objaviti kar en tak lep paket 15 različnih razpisov. Ni pa še verjetno točno jasno, kdaj bodo objavljeni, pa kolikšen bo ta paket sredstev, ali pa je vseeno kaj že znanega. Ja, zagotovo lahko rečem, da bo marca bomo imeli 4 javne razpise za gorske kmetije, za trajne nasade, se pravi za sadjarje, za vinogradnike in pa za rejce drobnice.
in to bo v višini 10 milijonov evrov. Potem zagotovo bomo imeli razpis za mlade prevzemnike in spremljajoči razpis za medgeneracijski prenos znanja. Zdaj, zakaj ne bi želela iti bolj v prihodnost? Zato, ker je tudi prav, da pojasnim, ta tok sistem strateškega načrta in finančne razdelitve po ukrepih in še bolj po specifičnih ciljih znotraj strateškega načrta, res je tok. To je ena od stvari, za katere si resnično želim, da v prihodnem obdobju Evropska komisija spozna, da država mora bolj fleksibilno upravljati sredstvi. Namreč mi ne moremo prosto razpolagati s temi sredstvi, ne moremo reči, tukaj nam je ostalo 20 milijonov, preprosto jih bomo dali na drug ukrep. Ker je cel sistem od analize stanja in kazalnikov in vsega vezan na te finančne načrte. Tako da v tej fazi bi omenila te ukrepe oziroma razpise, ki bodo marca, lahko povem verjetno marca ali aprila tudi za nekmetijske dejavnosti, pa za kolektivne naložbe. Mislim, da tudi EIP, se pravi projekti, a ne inovacijske partnerstva. In to je to. Vmes je treba, po vsej verjetnosti bo potrebno tudi katalog stroškov posodabljati. Spet cene so drugačne, treba zanalizirati trg, vidimo tudi glede na izkušnje iz že objavljenih razpisov, tako da raj bi zdaj rekla za marec, ne pa april, da je to in za naprej seveda bomo pa tudi objavili nov okvirni terminski načrt. Načrt razpisov je tukaj, pred vrati so pa tudi volitve. Verjetno ne gre pričakovati, da bi volitve vplivale kakorkoli na načrtovanje razpise, a ne da ne? Volitve ne smejo vplivati na načrtovanje razpisov, ker gre za izvajanje strateškega načrta. Ta strateški načrt je pripravljala že prejšnja vlada, izvaja ga ta vlada in edino korektno in pravilno je, da se izvede tudi pod naslednjo vlado, katerakoli že bo po volitvah. Namreč kontinuiteta in pa predvidljivost je eden od faktorjev ali pa elementov, ki jih tudi kmetje sami največkrat pogrešajo pri kmetijski politiki. In prav je, dolžni smo jim načrt, ki je bil res pripravljen v nekem širokem in dolgem procesu, da se izpelje do konca in da se predvidljivo izvede. Nekaj vroče krvi je bilo v zadnjih 2 mesecih, da sem bolj natančna, kar precej vroče krvi je bilo v zadnjih 2 mesecih glede izidov oziroma rezultatov razpisa za gorske kmetije. Lepo ste povedali, da se v bistvu pripravljajo novi razpisi, kjer bodo imeli kmetovalci nove priložnosti. Je pa tudi pred vrati že omenjeni razpis za kolektivne naložbe, ki hkrati podpirajo tudi to, kar veliko govorimo, da bi zagotovili trdnejšo, predvidljivejšo prehransko verigo. Mogoče kakšen mini poziv za prijave? Ja, zelo pomembno temo ste odprli, namreč o povezovanju, ki bi moral biti, ali pa bi moral biti res temelj nekih trdnih, delujočih, robustnih verig. Tukaj smo res šibki. Vendar pa spet lahko z optimizmom ugotavljam, sem res vesela, da je tudi med kmetovalci vedno več zanimanja za razpise povezovanja, se pravi, imamo že kar precej skupin proizvajalcev, organizacij proizvajalcev, to so strukture, ki se povezujejo z namenom skupnega trženja. Kar mi želimo seveda opolnomočiti naprej celotno verigo, zato bi šli s kolektivnimi naložbami še v predelavo. In ena od ključnih vrzeli naše prehranske varnosti, odpornosti, trdnosti, kakorkoli želimo temu reči, je ravno pomanjkanje verige. In to je tisto, kar želimo tudi z regijskim pristopom, da se razvijajo močne verige, ki bazirajo na lokalni surovini, kjer imamo distribucijo, logistiko, idealno seveda preko javnih zavodov povezava za dobavo hrane, namreč
javni zavodi so vendarle tak reden odjemalec, ogromen odjemalec. En podatek mi je vedno fascinanten, skoraj 220 milijonov obrokov letno se pripravi v javnih zavodih. In mi res stremimo k temu, da so te obroke iz lokalne surovine, od lokalnih kmetov, vemo, da cela Slovenija je lokalni trg, to je zakonodaja, ne, tako da tu vidim kar veliko priložnosti in povezovanje zagotovo je ta prav odziv na to. V Evropski investicijski banki načrtujejo, da bodo vložili kar 3 milijarde evrov v kmetijstvo, ribištvo in gozdarstvo po vsej Evropski uniji. Posojila Evropske investicijske banke bodo pa dopolnjena sredstvi bank pa partnerskih finančnih ustanov. Skupaj ne bi se tako sprostilo 8,4 milijarde evrov dolgoročnih naložb. Gospa Žagar, lahko mogoče pojasnite, kako bo na ta vlak, oziroma kako si predstavljate, da bo na ta vlak skočila tudi Slovenija? Jaz sem zelo vesela, da je Slovenija skočila na vlak povratnih sredstev, da smo upeljali finančne inštrumente. Se pravi, da mi lahko dejansko 20 milijonov evrov smo v teh zadnjih letih do konca leta 2027 namenili. To so sredstva, ki se v resnici vrtijo. Ne? In jaz mislim, da je zelo pomembno, da se bomo, in tudi mislim, da odziv kmetovalcev je pozitiven. Finančni inštrumenti so zelo dobro sprejeti. Da bo treba v naslednjem programskem obdobju dejansko iti na kombinacijo povratnih, nepovratnih sredstev. S tem bi lahko dejansko podprli več kmetovalcev in učinkovito uporabili sredstva, ki jih je pa, kot vemo, vedno manj. Ne? Tudi v naslednjem programskem obdobju se kaže za kmetijstvo, da bo kar težek boj, konkurenca za vsak cent bo zelo huda. Gospod Hočevar, Evropska komisija je ravno ob objavi načrtov Evropske investicijske banke pozvala hkrati tudi banke, naj se vključijo v ta velik podporni projekt. Kje se vidi NLB tukaj? Ja, gledajte, mi smo redno v kontaktu z več evropskimi finančnimi institucijami, ki ponujajo tovrstne vire. Tako da tudi trenutno smo v razgovorih, kar se tiče kmetijstva, z več le-temi. Zaenkrat dokončne odločitve še niso znane, bi pa na tem mestu poudaril, da NLB vedno lahko tudi samostojno, popolnoma samostojno podpre vse potrebe, ki se na trgu, kar se tiče financiranja, pojavijo iz svojih lastnih virov, tako da vedno smo pa na preži za to, kje bi se bilo še smotrno povezati, in med drugim so to absolutno tudi vse večje evropske finančne institucije. Sami ste s svojimi kolegi in kolegicami praktično vsak dan na terenu, ne glede konec koncev na letni čas. V katerih primerih večinoma kmetje se odločijo za kredit? Kateri projekti v bistvu, ko se odločajo za kredit, pri tem prevladujejo? Če je kakšen skupen imenovalec? Ja, prednjačijo sigurno investicijski krediti. To so dolgoročni krediti z ročnostjo do 15 oziroma tudi do 20 let v izjemnih primerih, kjer pač poslovni model in denarni tokovi to zahtevajo. Tako da logična posledica je, da glavnina naših plasmajev je tovrstne narave, pri čemer seveda je vedno oziroma skoraj vedno prisotna tudi komponenta premostitvenega financiranja do pridobitve nepovratnih sredstev. To se pravi, da je v strukturi finančne konstrukcije prisoten tudi kratkoročen kredit, ki premošča, ki ima funkcijo premostitve, dokler se investicija ne zaključi in kmetovalec pridobi nepovratna sredstva. To sta, bom rekel, dve vrsti kreditnih plasmajev, ki prednjačita. Absolutno pa potem sledijo še vse vrste kreditov za zagotavljanje financiranja obratnega kapitala, poslovanja, tekočega poslovanja, in pa potem seveda vsi krediti v kmetijstvu je teh več, kjer je prisotna neka sezonska komponenta, pa je potrebno premostiti kratkoročno določene
določene vrzeli, v finančnih tokovih, tako da to so po svoji pogostosti, po vrstnem redu tudi krediti, ki jih najpogosteje plasiramo. Če smo lahko zelo konkretni, vprašanje za oba. Kakšna je pravzaprav domača naloga, če zelo preprosto rečem, ki jo mora kmet opraviti, da lahko uspešno potem financira in potem seveda pripelje do cilja in odplača, karkoli to že je, ali je to kredit, ali je potem to vezano na razpisna sredstva. Gospa Žagarjeva. Ena od pomembnih faktorjev, ki jih kmetje recimo velikokrat navajajo, zakaj se ne odločajo za na primer ekološko kmetijstvo, je ali bom lahko prodal, kakšne imam tržne poti, bom lahko konkuriral. Ne? Se pravi, ko se odločaš za tak korak, moraš take stvari zelo dobro preveriti, prekalkulirati in biti siguran, v kaj se spuščaš. Jaz tu veliko stavim na mlade. Mislim, da je ta inovativnost pa podporno okolje za inovativne mlade, da o tem morda res premalo govorimo. Gre namreč ne samo za kmetijsko politiko, gre za kar en skupek raznih politik, ki morajo tako inovativno podporno okolje omogočati. Tako da res, to je podjetje, ti se odločiš za podjetje, ti moraš vedeti, kaj boš prideloval, kam boš prodajal, kakšna je dodana vrednost. Mi vemo, da naše kmetijstvo po strukturi, tako kot je, po naravnih danostih, ne more konkurirati visoko intenzivnim površinam, ki so na tisoče hektarov povezani kompleksi. Ne. Se pravi, dejansko Slovenija mora proizvajati dodano vrednost. In tu ugotavljam, sem vesela, ne, da ravno mladi, ki se odločajo, grejo ali prestrukturiranje obstoječih kmetij, ki jih prevzamajo, ali pa se sploh odločijo za čisto en nov poslovni model, da je to tisto, zaradi česar se na koncu odločajo, da ve, kaj je dodana vrednost, ker jo bo lahko prodal. In to je največkrat, a ne, kmetijski trgi so zelo nestanovitni, zelo pod vplivom faktorjev, na katere sami kmetje ne morejo vplivati. In zato je pa povezovanje pa res odločitev, kako boš s kakšno dodano vrednostjo boš stopil na trg in kako boš lahko valoriziral neke prakse, ki so recimo nadstandardne. To se mi zdi tisto, kar je prava domača naloga. Hvala za to povezovanje. Vprašanje za vas, gospod Hočevar. Vi stavite na povezovanje ravno pri tem, da kmet res lahko uspešno doseže svoj cilj. Skratka, tesna povezanost banke, kmeta, svetovalcev, gradbenih delavcev, če smo že zelo konkretni. Ja, absolutno. Mi res stavimo na to. Tudi tako vlogo poskušamo v tem segmentu igrati, ne, kot banka, kot skrben finančni mentor in delovati kot povezovalni člen med finančno institucijo, kmetovalci, strokovnimi državnim aparatom, strokovnimi službami, zbornico, zadrugami in tako naprej. Dejstvo je, da je to ključno pri temu, da kmet, ko vstopa v nek večji investicijski cikl kot tak, je oborožen z vsemi informacijami, pravimi informacijami, z vsemi potencialnimi tudi nevarnostmi, tveganji, ki se pojavijo, lahko more biti že tekom pač samega izvajanja investicije, izgradnje, če želite, ali pa potem seveda post festum, ko bom rekel, investicija zaključena, ampak to je šele začetek. Tako da mi res poskušamo tukaj osvetliti vsa tveganja, ki jih kot banka seveda imamo priložnost skozi več primerov, ki jih obravnavamo, imeti dobro uvid v njih, in s kmetovalcem veliko časa posvetiti pravilnemu načrtovanju, to se pravi tako poslovnih učinkov, ta del je predvsem na njih, v sodelovanju s kmetijsko-svetovalnimi službami, na naši strani pa predvsem finančnih učinkov, to se pravi, kako bodo planirani bodoči denarni tokovi, ali so dovolj kritično
sojeni kot taki, zato da se tudi ob morebitnih, bom rekel, takih in drugačnih nepredvidenih situacijah kmetovalec potem ne pojavi takoj v neki stiski, servisiranja samega dolga. Tako da to načrtovanje je res eden izmed ključnih elementov in mu v banki posvečamo res ogromno pozornosti in na tem mestu poudarjam, da denarni tokovi so tisti ključni, ki tudi na koncu odločajo o tem, a se za posojilo kot banka in podporo investicij odločimo ali mora biti ne, ni zavarovanje tisto, ki bi imelo to funkcijo osnovnega vodila, kar se banke tiče. Zavarovanje kot tako v NLB-ju je zgolj in samo higienika, to se pravi, tudi ne stremimo k temu, da je potrebno zastaviti celotno družinsko premoženje, ko podpremo neko določeno investicijo, ampak smo mnenja in zasledujemo tudi logiko, da naj investicija nosi sama sebe. Beri, če odobrimo neko posojilo dolgoročno za izgradnjo hleva, bi načeloma ta isti hlev moral zadostovati tudi za zavarovanje te naložbe. Ni vedno in povsod tako, ampak ni pa zavarovanje tisto vodilo oziroma merilo, po katerem banka presoja kreditni plasman. Tako da. Kaj bi svetovala kmetu, ki mora obnoviti hlev? Investicija ni majhna, zagotovo jo bo treba izvesti. Kaj bi iz vajnih izkušenj, kaj bi svetovala? Kombinacija? Kar nadaljujem jaz mogoče. Glejte, kar se nas tiče, in to poudarjamo vedno in povsod, takojšen kontakt, to se pravi, takojšna vzpostavitev kontakta tako z banko, kot seveda z vsemi ostalimi deležniki, ki igrajo potem po tej verigi vlogo ob odločitvi, da se v investicijo dejansko gre. Ker samo preko dobrega poznavanja kmetije same, poslovnega modela, specifike tega, pridemo lahko na koncu do številk, do finančnih podatkov, ki so potem merilo za to, ko se odločamo in presojamo. Hkrati pa na tej poti lahko kmetovalec, če popravi določene, bom rekel, tudi investicijske plane, jih prilagodi, glede na to, da se mogoče ugotovi, da je investicija lahko v resnici predimenzionirana, ali pa da so določena vlaganja more biti nepotrebna, ali pa so v danem trenutku nenujna, pa bodo pomembno negativno vplivala recimo na denarni tok, ki je spet osnova za to, da se lahko obveznosti servisirajo. Tako da pri vsem tem banka igra zelo pomembno vlogo že v fazi, ko se o investiciji odloča. Tukaj dajemo tudi ogromen poudarek temu, da se že takrat povežemo z svetovalci oziroma s kmetijsko svetovalno službo in da v bistvu tudi poenotimo pričakovanja. Zato je tudi bistveno manj stresno potem za kmetovalca samega, ker ve, da deležniki, ki potem v resnici pripravljajo podatke kot take, tako poslovne kot finančne narave, in pa na koncu pričakovanje financerja, sta poenotena oziroma so na istih imenovalcih. Tako da mi res ogromno energije vlagamo v to, da bi bilo tega sodelovanja in povezovanja še več, ker bo to še bistveno olajšalo dostop do finančnih virov kmetovalcev. Gospa Žagar, vaš napotek mora biti? Jaz bi pa predvsem poudarila ta strateški vidik. Vemo, da se ne samo kmetijska politika spreminja. Vemo, da se pričakovanja potrošnikov spreminjajo. Vemo, da so nove strateške usmeritve na vseh možnih področjih z vidika varovanja okolja, narave, voda, zdravja ljudi, živali, dobrobiti živali. Jaz mislim, da ko se gre v resno investicijo, je treba imeti v mislih, da investiraš za kar nekaj let naprej in da moraš slediti trendom, ki se kažejo. Zdaj, če potegnemo sporednico ravno z dobrobitjo živali, ker ste ravno omenili, kaj nekomu svetovati, ko gre v investicijo za hlev. Zagotovo tudi z javnih sredstev ni moč podpirati prakse, ki niso več v dobrobiti živali sprejemljive, se pravi vezane raje ne financiramo več. Že tudi v prejšnjem obdobju nismo kletke, ne sofinanciramo. Se pravi, to je mogoče en napotek, ali pa nasvet, namreč dejstvo je, da tu se dogajajo premiki.
res se dogajajo. Ne? In je res, da politika lahko gre 5 korakov naprej, pa potem 2 nazaj, pa spet malo naprej. Ampak trend pa je v bolj trajnostne prakse, trajnostne z vidika okolja, družbe, seveda ekonomike tudi, a ne, ekonomika mora podpirati, trajnosti ni sicer, če je ni, ampak pričakovanja potrošnikov so tukaj zelo, zelo pomembna. Poglejmo si, kakšen trend je šel z jajci iz baterijske reje, praktično čez noč, tudi slovenski trgovci teh jajc niso več prodajali. A ne. Za Slovenijo moramo vedeti, da se nahajamo na enem zelo majhnem trgu, zaradi tega je občutljiv, ampak mora izkoristiti možnosti, kjer sicer smo v zadnji, ker sem prej govorila o tem, kako so kmetje vpeti ali pa ne vpeti v verige. A ne? In če nam uspe ta lokalni trg podpreti, potem jaz mislim, da je to ta prava pot, pa da tudi vzporedno delo na potrošnikih, da se zavedajo, kaj izbirajo, ko izbirajo, da gre z roko v roki za eno dobro poslovno zgodbo. Pridelava hrane je pravzaprav tovarna na prostem. Velikokrat ali pa vse pogosteje zelo nepredvidljiva. Banka se zelo hitro zna odzvati na situacije, ki spravijo kmeta zaradi suše, zaradi poplave. Zdaj imamo krizo v mlekarski industriji in gre v podporo, v smeri podpore kmeta. Kaj konkretno to pri samih obrokih oziroma pri ročnosti pomeni? Glejte, zdaj normalno. Osnova mora biti vedno to, da stranke nikoli ne pustiš same. A ne? To naj si bo pri kmetih ali pa pri katerikoli stranki. Tega se v NLB-ju vedno držimo. Zdaj, pri kmetovalcih je pa temu tako. Ena stvar je, v bistvu so obstoječi denarni tokovi in obstoječe finančne obveznosti. Ena možnost je prilagoditev le-teh, ampak teh se ponavadi izogibamo, a ne? Ker mi rečemo temu, da denar ni označen. Če se nekdo znajde v stiski, je potrebno to stisko ovrednotiti, opredeliti, razumeti, kaj je vsebina le-tega, če je šlo za neko naravno nesrečo kot tako, a ne, seveda logično se pogleda, kakšni so efekti tudi na razpoložljive denarne tokove in se ponavadi odobri neka nova likvidnostna linija oziroma premostitveni kredit, ki pokrije te potrebe za to, da poslovanje kot tako oziroma delovanje kmetije nemoteno teče. Do odlogov samih obrokov kot takih pa pride v primeru, ko gre za resne recimo težave v samem osnovnem poslovnem modelu, a ne, za katerega oziroma podpori katerega je bila tudi namenjena kreditna linija, ki je bila odobrena. A ne. To se pravi, da bi bil vprašljiv vzdržnost samega poslovnega modela, recimo pri reji mleka kot take, a ne, za katero bi bil odobren nek dolgoročen plasman 15-letnega investicijskega kredita. Tam se pa potem pogleda, kaj je izziv na, to se pravi, višini, ali je to na višini obroka, ali donosi niso taki, kot je bilo za pričakovati, ali je to nek trajen moment, ne, ki ga je potrebno implicirati na daljše časovno obdobje, tako da se tega lotevamo, bom rekel, od primera do primera, absolutno, ampak kar je osnovno vodilo, pa stranke nikoli ne puščamo same. Ne. To se pravi, vedno smo na voljo za to, da pomagamo na tak ali pa drugačen način, ker mi pravimo temu tako, da ko vstopimo v neko dolgoročno financiranje, rečemo temu, da smo se poročili, a ne, iskreno. To se pravi, naš cilj je vedno, da stranka lahko nemoteno dela svoj posel, v tem primeru kmetuje, a ne, in se ne ukvarja s tem, a ne, kako bo odplačala v mesecu svoje odprte finančne obveznosti, a ne. Morajo biti v bistvu denarni tokovi nastavljeni tako, da to skoraj nikoli ni vprašljivo. Mlekarska kriza je tu, pritisk na odkupne cene mleka je še vedno kar občuten. Imate zaradi tega tudi kaj več, ne vem, stikov z mlekarskimi kmetijami, vi oziroma se kmetje obračajo k vam po kakšen nasvet, kajti ta, rečem, špeh, ne, ki so ga imeli, neka rezerva, ki se je ustvarjala takrat, ko so bile odkupne cene 50 centov ali celo višje, se je ustvarila ta rezerva zdaj kupni.
Glejte, drži, absolutno mi situacijo pozorno spremljamo. Zaenkrat bi rekel, da ni alarmantna. To sklepam tudi po odzivih naših strank. Seveda smo z njimi redno v kontaktu, predvsem tam, kjer smo sredi recimo nekih investicijskih ciklov. Moram pa reči, da imamo tudi danes na mizi kar nekaj vlog za izgradnjo novih recimo hlevov v letošnjem letu, tako da pri kmetih še vedno vlada nek zmerni optimizem, kar se tega tiče. Spet sklepam konkretno z podatkov, ki jih imamo na mizi, je pa absolutno situacija resna in jo je potrebno spremljati in naslavljati, ampak zaenkrat bi rekel, da še ne zvonijo vsi, recimo, alarmi. Poteka na ministrstvu kakšen premislek po kakšni sistemski rešitvi, po kakšnem ukrepu za omilitev posledic? Na trgu mleka. Zdaj, prvo, kar moramo vedeti, da je ta situacija ni izolirana na Slovenijo, da to velja za celotno Evropsko unijo, da je Evropska unija v resnici zelo velika proizvajalka mleka in da globalni tokovi trgovinski tudi seveda zelo vplivajo na situacijo in na to volatilnost trgov. Res trenutno zadeva ni alarmantna, je pa seveda trend in se kaže, da se cena spušča, viški mleka so na trgu, vemo, da to vplivajo pač razni dogovori ali nedogovori z raznimi trgovinskimi partnerji Evropske unije in da je pritisk močan. Evropska komisija ima, oziroma evropska zakonodaja ima možnosti, kako reagirati v takih situacijah, zato se spremlja situacija in se potem predlagajo, kdaj je tisti ta prav trenutek, da se določene količine umaknejo iz trga. Je pa to seveda precej lahko tudi nehvaležen poseg na trg. Zakaj? Ko enkrat ti velike količine odmakneš, res sprostiš pritiske na cene, vendar moraš pa te količine potem plasirati nazaj na trg. To se je zgodilo, ko je komisija odkupovala mleko v prahu, in je bilo potrebno to potem tekom večjih let plasirati na trg, zato da ga ponovno ne sesuvaš. Jaz bi rekla, da glede na to, da tudi slovenski proizvajalci mleka kar večinoma tržijo v državah EU-ja, je zadeva za spremljati in okolikor bo komisija intervenirala na trgu, bo to seveda ugodno vplivalo tudi na situacijo slovenskih proizvajalcev. Na ministrstvu v tem momentu več kot to ne razmišljamo, spremljamo pa zagotovo stanje. Sama sta omenila, da nas pravzaprav res lahko veseli, da o prevzemu in razvoju kmetije razmišlja tudi vedno več mladih. Pripravlja se en razpis, vaša opažanja tudi na banki so take, se da morebiti reči, v katero smer ti mladi predvsem razmišljajo. Ja, kot je že kolegica omenila pri enem izmed prejšnjih vprašanj, so bistveno bolj odprti tudi do vseh teh, novodobnih pristopov in predvsem tudi recimo črpanja virov iz naslova oziroma kvot nepovratnih sredstev za namen digitalizacije in podobno. Druga stvar, mislim, da razmišljajo širše v kontekstu, da kaj ustvarja dodano vrednost. So bistveno bolj inovativni oziroma vejo, da je potrebno diverzificirati tudi svoje, kanale prihodkov kot takih in se tega lotevajo že v svojem štartni poziciji. Ko preračunavajo oziroma planirajo, kako bo njihova kmetija izgledala in s čim se bo, če rečem tako, ukvarjala, vse pogosteje razmišljajo ne samo o neki pridelavi, ampak tudi recimo predelavi in prodaji, če se le da na dvorišču, ker vemo, da se ustvarja največja dodana vrednost. Tako da ja, absolutno, tudi v hiši smo imeli in imamo kar nekaj vlog za nakupe celo kmetij strani mladih, kjer je samo eden, v paru prihajal z kmetije in sta za partnerko ženo, punco, načrtovala nakup kmetije, celo glavnino z vzvodom, ob pomoči seveda nekaj staršev, in sem bil presenečen nad samo kvaliteto pripravljenih dokumentov oziroma poslovnega načrta, ki je imel zelo dobre osnove za to, da smo lahko to vlogo obravnavali. Tako da ja, mladi absolutno, in vse vemo, na mladih je prihodnost, svet sloni in to problematiko nizkega deleža mladih
v slovenskem in evropskem na koncu kmetijskem sektorju absolutno potrebno naslavljati skozi spodbujanje, da se odločajo, da se splača, da se da, vkolikor je pristop pravi. In to v banki tudi v resnici počnemo. Sej poskušamo pa tudi na vseh teh dogodkih, ki jih organiziramo, izpostaviti primere dobrih praks mladih, ki nam kažejo, kaj je prava pot. Pred nami je tudi razpis za mlade prevzemnike kmetij. Je mora biti kakšna podrobnost že znana? Jaz mislim, da tu nismo kakšnih velikih sprememb delali. Razpis bo namenjen tudi za majhne, mlade kmete. Mi želimo, zdaj smo že večkrat spreminjali tudi te pragove glede standardnega prihodka, ravno zato, da bi čim več mladih lahko zajeli v te ukrepe. Seveda, vedno je pa pametno razmisliti, kako sprostiš pogoje. Namreč človek se zaveže vendarle za 5 let, javna sredstva, in je potreben razmislek, koga podpirati na kakšen način in s kakšnimi sredstvi in v kakšni obliki. Ampak jaz mislim, jaz vseeno tudi delim tle nekaj optimizma z bankirji, ki imajo vendarle malo več tudi dometa na samem terenu in vidijo, da mladi so zainteresirani in super, dodana vrednost je res tista prava pot za inovativne mlade kmete. Katere 3 ukrepe bi sprejeli, gospa Žagar, jutri zjutraj, da bi se financiranje kmetijstva pohitrilo in poenostavilo? Sem hotela malo golfati, pa sem sicer dala mojim sodelavcem, da kaj napišejo, ampak jaz bom kar z glave rekla, mene res zelo muči ta nefleksibilnost države pri upravljanju s sredstvi, ki so nam dodeljena skozi Evropsko ovojnico in smo praktično nemočni z vsako spremembo strateškega načrta, gre pol leta časa za vse usklajevanje, za vse postopke. To je res zelo obremenjujoče, administrativno zapleteno in na koncu neučinkovito, pa res verjamem ljudem, da ne razumejo, zakaj je tako. Tako da to je ena moja res huda, če bi se zbudila, začarala, bi rekla, razumemo vojnico, razumem, da moramo dosegati cilje, ampak a lahko mi upravljamo s tem, zagotavljamo, da ne bomo goljufali, da ne bo dvojnega financiranja, to so pač varovalke, ki jih moramo, ampak vendarle država naj bi sama najbolj vedela, kako hitro obrača ta sredstva, da pridejo do cilja. To je moja želja in to bi zdaj začarala. Zdaj pa, kaj so pa sodelavci povedali, pa verjetno oni sta povedali, ker je bolj. Gospod Hočevar, ukrepi. Ja, ukrepi. Glejte, ena stvar je sigurno finančno poročanje. Banke imamo v tem segmentu velike izzive. Izzive imamo z razloga, ker enostavno ni poenotenega nekega finančnega poročanja, kot je recimo pri korporativnem delu, ali pa če rečemo v podjetniškem delu, kjer so vsi, to se pravi, subjekti zavezani k oddaji IPES bilanc in to je potem vir, z katerega banka finančne institucije črpajo in potem seveda tudi lahko izračunavajo svoje neke modele, to se pravi in kreditnih sposobnosti, bonitetnih ocen in tako naprej. Pri kmetovalcih je to, jaz pravim temu po domače, improliga. To se pravi, imamo v določenih primerih dvostavno knjigovodsko redko, potem fadena poročila smo že veseli, veliko primerov, kjer smo odvisni samo od, bom rekel, poročila kmetijsko-svetovalne službe, o prodanih količinah in pa cenah in pa realiziranih odhodkih na drugi strani in je res zahtevno v tem delu. Je res zahtevno in banke bi si sigurno želele, da bi bili te podatki poenoteni, konsolidirani na državni ravni, zato ker bi to na drugi strani tudi kmetovalcem omogočilo logično boljši in hitrejši dostop do virov, ker v tem primeru, po tem poslovnem modelu, ki ga delamo danes, je pač potrebno obravnavati se, mi rečemo temu peš, od primera do primera, kar terja ogromno časa in energije. Ampak seveda to z veseljem počnemo, bi si pa sigurno želeli tukaj premike na tem delu, to je ena stvar, druga je
absolutna debirokratizacija in ponastavitev pač tako prijav na razpise kot oddaj, to se pravi vlog za določena dovoljenja, kot taka pridobitve izjav in tako naprej. Tukaj so absolutno postopki in procesi preveč zakomplicirani in predolgotrajni. In pa tretje, kar je tudi v bistvu eden izmed temeljev naše strategije v banki, še več sodelovanja, tvornega sodelovanja med vsemi deležniki v segmentu, vse z namenom, da dosežemo, boljše stanje oziroma omogočimo boljše okolje kmetu za to, da lahko investira, se razvija in raste. Super. S tem zaokrožamo podcast o financiranju kmetij. Priporočam se za komentarje slišanega in predloge za nove podcaste vama, cenjena gosta, gospa Maša Žagar, državna sekretarka z Kmetijskega ministrstva, in gospod Jure Hočevar, direktor agrosektorja v NLB, pa najlepša hvala. Hvala. Hvala lepa.